Pozdravljeni, sem Alja Fakin, odvetnica in v oddaji Moj SP govorim o pravnih izzivih, s katerimi se srečujejo SP-jevci, rešitvah in priporočilih za pravno varno poslovanje. Hvala, ker ste se ustavili tukaj, si vzeli čas in boste v najini družbi naslednje pol ure. Moje ime je Tamara Nanaja Trani in sem SP-jevka. Sodim torej v kategorijo najmanjših poslovnih subjektov v državi, ki pa smo hkrati med najštevilčnejšimi. In v posebno kategorijo SP-jevcev sodi tudi moja današnja sogovornica, Alja Fakin. Alja je odvetnica, mediatorka in strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov. Pravo je njena strast in njeno glavno poslanstvo je pravo narediti razumljivo in uporabno za njene stranke. Verjame v lojalnost in dolgoročne odnose. Ne prenese pa blefiranja in polemiziranja. Zelo rada pa tudi predava o tematikah vezanih na njeno delovno področje, s čimer približuje pravno teorijo publiki, da ta lažje razume pravne izzive. Dobrodošla, Alja, in hvala, ker si vzela čas za nas. Hvala, Tamara, in hvala za povabilo. Daj nam povej, za začetek midve se kar tikava, se namreč poznava. Daj nam povej za začetek, koliko časa si že samozaposlena, torej SP-jevka, in ali se je tvoja kariera v odvetništvu začela na samostojni poti ali pa mogoče kako drugače? Na samostojni poti, torej da imam svojo odvetniško pisarno, sem od leta 2018. Drugače sem bila pa v odvetništvu že v študentskih letih in sem pri odvetniku Petru Meletu oddelala svojo, bi rekla, celo tisto začetno kariero od študentke, odvetniške pripravnice, kandidatke do samostojne odvetnice. Potem sem šla za par let v gospodarstvo, tam leta 2017-2018 so se pa nekako okoliščine tako obrnile, da sem pa začutila, da je pa to priložnost za samostojno pot. Imaš torej izkušnje iz različnih koncev zaposlitev, podjetništva, gospodarstva in pa seveda zdaj na koncu svoje poti. Krasno, tako da bomo imeli odlična izhodišča za najin pogovor. Sicer pa si odvetnica in področje odvetništva je v bistvu zelo široko. Sama moram priznati, da ga precej slabo poznam. Verjetno pa tudi naši gledalci, gledalke ne veste vsi čisto dobro, v katerih situacijah sploh najamemo katerega odvetnika. Bi nam mogoče zato lahko čisto po domače razložila, za kakšne vrste težav, postopkov, situacij sploh najamemo katerega odvetnika? A ste vsi za vse ali kako je s tem? Odvetniki se vedno bolj, bi rekla, specializiramo in tako po domače bi nas razdelila na dve, bi rekla, kategoriji. In sicer odvetnike, ki se ukvarjajo s klasičnim civilnim pravom, to so razne ločitve, družinske pravo, skrbništvo, mejni spori, medsosedski spori. Potem so pa odvetniki, med katere sodim tudi jaz, ki se ukvarjamo bolj z svetovanjem poslovnim subjektom. To je pa bolj neko, tudi civil, ampak gospodarska smer prava. Tako da kot poslovni subjekt menim, da se na odvetnika obrneš pač v tistih klasičnih primerih, ko se ti najavi inšpektor, ko dobiš pač pošto sodišča. Fino pa je, jaz vedno poudarjam preventivo, da se na odvetnika obrneš tudi takrat, ko začneš svojo samostojno poslovno pot in pa takrat, kadar pride do nekih večjih mejnikov v poslovni poti. Torej, ti si specializirana bolj za ta drugi del, torej za delovno pravo, pravo socialne varnosti, pogodbeno pravo tudi in pa pravo varstva osebnih podatkov, pa verjetno sem še kaj izpustila. Komu torej najbolj pomagaš? Kdo so zares tvoje stranke? Kdo zares
koristi tvoje storitve in v kakšnih primerih? Moje stranke so predvsem poslovni subjekti, podjetniki in pa delodajalci. Za njih pripravljam od pogodb, pravilnikov obveznih, splošne pogoje, name se obrnejo, kadar morajo izvršbo, torej izterjati svoje dolgove oziroma terjatvene dolgove. Pomagam pri oblikovanju besedil za spletne strani, tiste po domače radi rečejo droben tisk, no, ampak ne sme biti tako droben tukaj. Okay. Pa sodeluješ z SP-jevci, z manjšimi podjetji, večjimi podjetji? A so tukaj bistvene razlike? Sprva, ko sem štartala svojo samostojno pot, sem sama pri sebi nekako verjela, da so razlike in sem se nekako osredotočila na manjše oziroma na poslovne subjekte, ki nimajo svoje pravne službe. Potem skozi delo, skozi izkušnje, skozi sodelovanje, pa sem ugotovila, da v bistvu ni tista velikost samega gospodarskega subjekta, ki je bistvena, ampak je pomembno, s čim se ukvarja. Lahko si samostojni podjetnik, pa če imaš kompleksno poslovanje, ne vem, franšize, distribucijske pogodbe, potem obvezno rabiš pravnega strokovnjaka, ki ti tukaj pomaga. Potem recimo, ko si postaneš delodajalec, pa tudi zdaj vidim tudi recimo večja podjetja, ki imajo svojo pravno službo, se obrnejo name zaradi tega, ker sem pa jaz tisti specialist, ki določena vprašanja res podrobno pozna in jim lahko v tistem nišnem področju svetujem. In se to torej nanaša na ta zelo različna področja. Če mogoče še enkrat ti na kratko samo povzameš v stavku ali pa dveh, kaj konkretno pomeni ali pa na nekem primeru delovno pravo, kaj je pravo socialne varnosti, pogodbeno pravo, da si lahko predstavljamo nekdo, ki mogoče nima izkušnje in sploh nima tega zavedanja, da bi to vrstne storitve potreboval, kaj bi to bile, kaj spada v te podkategorije, recimo? Ja, recimo, dobro, za SP-jevci ponavadi ali pa večinoma niso delodajalci, tudi so, ampak recimo za njih delovno pravo predvsem pomeni zaposlovanje, torej sklepanje pogodb o zaposlitvi, tudi odpuščanje in pa izdelava splošnih obveznih pravilnikov. Potem recimo pogodbeno pravo, tukaj sodijo pogodbe o sodelovanju z poslovnimi partnerji ali pa pogodbe o sodelovanju oziroma naročilu storitev ali pa blaga za vaše stranke. Recimo pravo varstva osebnih podatkov je tako imenovana GDPR dokumentacija, kot se laično v javnosti uveljavi izraz, in pa recimo priprava splošnih pogojev. To v bistvu tudi spada med pogodbeno pravo. Potem pa pomagam, recimo pravo socialne varnosti, pa pomagam pri, ne vem, kadar se zatakne pri prispevkih, pri zaposlovanju, recimo, ne vem, dostikrat se zgodi, da ugotoviš, da imaš nehote nekoga na črno zaposlenega, zaradi tega, ker, ne vem, je prišlo do napake pri prijavi v obvezna zavarovanja, in pola tam pač vskočim jaz in pa v inšpekcijskih postopkih, ne. Zdaj, pravde na sodišču so, hvala Bogu, dosti redke in tudi jaz se trudim, da ne pridemo tako daleč. Se pravi, če imamo odvetnika in če redno sodelujemo z odvetnikom in tudi na začetku si omenila preventivo, se lahko velikokrat izognemo ne samo sodnim situacijam, ampak tudi sicer kompleksnim situacijam in mogoče večjim finančnim izzivom, kaznim, ki bi se lahko zgodile v primeru raznih inšpekcij, če sodelujemo z osebo z zelo specifičnimi znanji, z odvetnikom, torej kot si ti. Absolutno. Inšpekcijski postopek je dejstvo, ki je neizogibno v vsakem poslovanju, slej ko prej vas obišče. Tudi razne nezadovoljne stranke, tudi ljubosumni poslovni partnerji, konkurenca in ureditev teh osnovnih dokumentov, to je tisti temelj, ki omogoča pravno varno poslovanje in samo pravno varno poslovanje je uspešno poslovanje. Odlično izhodišče, hvala. Kmalu
bodo na vrsti prvi oglasi. Po oglasih pa nadaljujemo s tem krasnim izhodiščem, ki si nam ga dala, torej razne pogodbe, dokumentacija, omenila si, to mi je bilo še posebej zanimivo, ljubosumne poslovne partnerje. Vidim, da imava odlična izhodišča za nadaljevanje pogovora in se ga že zelo veselim. Tudi jaz. Dobrodošli, midve sva nazaj. V oddaji Moj espe je moja današnja gostja Alja Fakin, odvetnica, tudi espejevka. In z Aljo sva ostali pri zanimivem izhodišču in sicer je omenila dokumentacijo, ki je potrebna in ki mora biti pravno preverjena in ustrezna, zato da se espejevci ne znajdemo v kakršnihkoli težavah, mogoče v težavah v odnosu z našimi strankami ali kupci, v težavah v odnosu do države, inšpekcijskih služb, koga drugega. Tako da, daj mi povej, kaj so tisti klasični, tipični dokumenti, ki so včasih mogoče malo šibka točka espejevcev in bi potrebovali malo več pozornosti. Ja, tak najbolj klasičen in res v nebo vpijajoč dokument so splošni pogoji, ki jih espejevci objavljajo na svojih spletnih straneh. Problem splošnih pogojev je ta, da je to praviloma javni dokument in ga v bistvu vsak si prebere in vsak vidi, kje so napake in kje so šibke točke podjetja. Potem imamo na spletnih straneh je en tak dokument politika zasebnosti, obvestilo o piškotkih. Tudi tukaj videvam veliko, bi rekla, enih tempiranih bomb. Še en tak klasični primer dokumenta, ki je vedno zelo rizičen, pa na njega ne pomislimo, so pa razni oglasi za sodelovanje oziroma oglasi za delo. Tukaj je treba vedno ločiti, da inšpektorji dostikrat v bistvu na podlagi oglasa, recimo delovni inšpektor presodi, a bo obiskal nekoga ali ne bo. Zaradi tega, ker ni prepovedano sodelovanje z, ne vem, drugim espejem, ni treba vedno zaposliti, ampak je pa treba pravilno to ubesediti in pač povedati, kaj želiš, kaj iščeš. In če oglas za sodelovanje diši na zaposlitev, smo zelo hitro v težavah. To so v bistvu taki javni dokumenti, no, pa so pa še, jaz temu rečem, backstage dokumentacija, to so pa razni obvezni pravilniki, ki jih pa mora vsak poslovni subjekt imeti, ne glede na to, ali si delodajalec ali nisi. Zelo zanimivo. Omenila si splošne pogoje, recimo tukaj si jaz predstavljam, marsikateri espejevec, espejevka ima recimo spletno trgovino, v kateri pač prodaja neke izdelke in ta trgovina ima seveda objavljene neke splošne pogoje ali pa pravila za nagradno igro, ker recimo večkrat delajo tudi kakšne nagradne igre. In ne mi zameriti, ampak espejevci se trudimo optimizirati svoje stroške, tako kot pač vsi podjetniki. In jaz vem, jaz sem že slišala za primere, ko je nekdo pač splošne pogoje kopiral, si malo pomagal z splošnimi pogoji, ki jih je mogoče že objavila njegova konkurenca z zelo podobnimi izdelki in to objavil potem na svoji spletni strani. Gre za optimizacijo stroškov, časa mogoče, torej, a je to tako zelo narobe? Potrebujemo nujno odvetnika tukaj? Zdaj, če odmislimo vprašanje avtorstva splošnih pogojev, je drug problem ta, da ne vemo, kdo je tej osebi sestavil te splošne pogoje in zakaj jih je sestavil na ta način, kot jih je. Zdaj, če so ti splošni pogoji bili pač nestrokovno sestavljeni že v štartu in pogosto so, to moram povedati, da splošni pogoji so več kot 50% slabi. Če so torej že v štartu bili nestrokovno sestavljeni, potem je jasno, da vam ne bojo čisto nič koristili. Poleg tega so pa splošni pogoji namenjeni
zaščiti vašega poslovanja. In splošni pogoji morajo slediti vašemu poslovanju. Ne pa, da se zgodi, da splošni pogoji pišejo nekaj, vaše poslovanje gre pa čisto v eni drugi smeri. In potem je v bistvu včasih skoraj boljš, da ne bi imel nič napisano, kot pa da se zgodi, da imaš napisano nekaj, delaš pa čisto drugače. In zaradi tega jaz vedno rečem, če si pišeš splošne pogoje sam, si jih napiši. Boljše je, da si jih napišeš po domače, pa napišeš tako, kot bi si ti želel, da bi bilo tvoje idealno sodelovanje z pač eno s vašo stranko, kot pa da nekritično prepisuješ od nekoga, ki se ti zdi, da je, ne vem, strokovnjak ali pa dober vir teh informacij. Pa se je že zgodilo, recimo, da je, ne vem, kupec kupil nekaj v neki spletni trgovini, mu potem nekaj ni ustrezalo in se je skliceval na splošne pogoje, ti splošni pogoji pa potem prodajalcu ga niso zaščitili, pokrili in je imel potem težave. Ja, to se v bistvu zelo pogosto dogaja. Oziroma dogaja se ena taka skoraj bizarna situacija, da tvoje stranke poznajo tvoje splošne pogoje, ti samih pa ne poznaš, ker jih nikoli nisi prebral. In moramo se zavedati, da so naši kupci, naše stranke vedno bolj vešče in prava in svojih pravic. Podjetniki na drugi strani se pa premalo zavedajo svojih, bi rekla, pravic, upravičen kot podjetje in potem dostikrat, bi rekla, klonijo pod pritiskom ene pač tečne stranke, ker enostavno ne samo, da si želijo, seveda čisto naravno je, da si želiš vsak konflikt čim prej rešiti in nadaljevati z svojim poslovanjem, ampak dostikrat klonejo pod pritiski, ki jim ne bi bilo treba, samo zaradi svoje nevednosti. In tukaj se mi zdi pa izjemno škoda. Prej si omenila optimizacijo stroškov. Ja, seveda, čisto razumem, ampak če že delaš sam, bi jaz vedno rekla, investiraj 100–120 evrov v, ne vem, uro posveta z odvetnikom, ki ti bo pogledal tvoje splošne pogoje ali pa ti bo svetoval, kam se obrniti, kateri viri so primerni, če želiš sam. Se mi zdi, da to še vseeno ceneje kot pa globe oziroma neko popuščanje v reklamacijskih postopkih, kot ti ne bi bilo treba. To me spomni na rek, ki sem ga nekoč zasledila. Nekdo je nekoč rekel, nisem tako bogat, da bi kupoval poceni. Ja, dejansko. To me v bistvu spomni na to. Se pravi, včasih res tako zelo gledamo na vsak evro, ker imamo pač visoke dajatve do države, do, ne vem, poslovnega prostora, nabave surovin in tako naprej, da potem na nekih področjih, in verjamem, da pravni dokumenti so dostikrat tisto področje, kjer želimo optimizirati, ampak se nam to lahko vrne kot bumerang včasih. Ja, pač pravno varno poslovanje pomeni, da imaš pač urejene te osnovne in obvezne pravne dokumente. Če jih bomo ignorirali, ta obveznost ne bo zginila. In jaz vedno rečem, pravo oziroma pravno urejeno poslovanje ni tako kot, ne vem, en fikus, ko se odločiš, a ga boš imel v pisarni ali ne. To je v bistvu osnova. Tako kot sem prej rekla, ni uspešnega poslovanja brez pravne varnosti. In ne vem, se mi zdi, da tukaj bomo morali kolektivno spremeniti to zavest, da rabiš, da je pravnik je del pač osnovne ekipe vsakega podjetnika, tako kot računovodja. Ampak ker vendar vem, kako razmišljamo in kako razmišljajo kolegi SP-jevci, SP-jevke, ker veliko njimi sem namreč v rednem stiku, bi se v minutki še čisto na kratko dotaknila pogodbenega prava. Namreč mi kot poslovni subjekti večkrat sklepamo razna sodelovanja z drugimi podjetji, torej v tem business to business segmentu. Velikokrat se dogovorimo v nekem mailu, včasih tudi samo ustno, včasih pa smo malo bolj odgovorni in se odločimo za pogodbo o poslovnem sodelovanju. In roko na srce, tudi na spletu najdemo veliko
so primerne pogodbe o poslovnem sodelovanju. Mogoče si celo malo pomagamo z umetno inteligenco, da nam kakšno stvar še malo bolj izpili, če se tako izrazim. Kaj bi nam svetovala tukaj? Kaj bi svetovala tistim, ki poslovne pogodbe oziroma pogodbe o poslovnem sodelovanju sklepajo na tak način? Zdaj, umetna inteligenca je vsekakor odlično orodje, ki pa pač se izkaže samo v rokah strokovnjaka. Če pač ne znaš, če ne razumeš, potem tudi ne znaš prepoznati napak. In če te smem tukaj ustaviti, ker to se mi zdi tako močen stavek, torej umetna inteligenca, odlično orodje v rokah strokovnjakov, bi prosila, če se lahko k temu in k pogodbenemu pravu vrneva po kratkem predahu. Seveda. Hvala. Dobrodošli nazaj v oddaji Moj SP, z mano odvetnica Alja Fakin. In tik pred premorom sva odprli eno zelo, zelo zanimivo temo. Aljo sem namreč vprašala o pogodbah, o poslovnem sodelovanju. SP-jevci in SP-jevke namreč večkrat najdemo kakšne vzorce na spletu, pomagamo si tudi z umetno inteligenco. Aljo sem vprašala, kaj meni o tem, in rekla je, ne vem, če bom znala pravilno ponoviti, ampak da je umetna inteligenca odlično orodje v rokah strokovnjakov. Bi lahko, prosim, malo bolj razložila, kaj si s tem mislila? Torej, umetna inteligenca je vir dobrih informacij. Ampak problem umetne inteligence je ta, da predvsem, da se zlaže, kadar ne pozna odgovora, temu se lepše reče halucinira. In recimo sem imela primer, ki je pravnik, ki sicer ni bil slovenski, je napisal en dopis, na katerem se je skliceval na slovensko zakonodajo in si je pri tem pomagal z umetno inteligenco, in tam mu je citirala člene zakona, ki obstaja, vendar ne obstajajo ti členi, oziroma obstajajo te številke, ampak ne pa vsebina, ki si jo je pač umetna inteligenca kar zmislila, ker je pač bilo primerno v tistem njenem kontekstu. Tako da to je recimo ena taka stvar, na katero je treba biti vedno pozoren. In če nisi strokovnjak, ne prepoznaš, to je zelo skrita napaka. Internet na splošno, če odmislimo umetno inteligenco, je tudi odličen vir informacij. Ampak tako kot sem rekla, moraš vedeti, kam po te informacije, in jaz dostikrat rečem, če ne razumeš navodil, potem pač nisi zmožen tega narediti sam. In tako kot sem tudi že prej omenila, včasih je res boljše, da se obrneš na enega strokovnjaka, najameš uro ali pa dve svetovalno, in recimo jaz za svoje stranke, tiste, ki želijo same si pomagati, jim vedno rečem, pojdi tja pa tja na tisto spletno stran, tam imaš dobre vzorce, tam so zastonjni vzorci, kot pa da neki na pamet od ust do ust ali pa pršanku neke nasvete. Hvala. In to se pravi, te pogodbe o poslovnem sodelovanju pa splošni pogoji poslovanja, to so taki tipični dokumenti, kjer SP-jevci zelo velikokrat iščemo neke hitre rešitve. A je še kak tak dokument, oziroma da drugače vprašam, glede na to, da smo v prvi četrtini novega koledarskega in tudi poslovnega leta, kaj bi ti svetovala SP-jevcem? Par stvari, kot sva že rekli, sva jih že omenili, lahko ponoviva, da se nam usidra, pa mogoče še kaj dodava. Torej, kaj bi svetovala SP-jevkam in SP-jevcem v Sloveniji, več kot 100 000 nas je, na kaj bomo pozorni, na kaj naj pazimo, kje naj ne bomo površni, kje naj se ne zatikamo? Ja, mogoče je začetek leta odlična priložnost, da se prevetri obstoječe pogodbe, da se preveri, tudi prej si omenila, da se včasih kar po mailu nekaj zmeniš ali pa ustno, kar je vse v redu,
je pravno zavezujoče, tudi če ni, a ne, v tisti neki klasični obliki za členi zapisano. Pomembno pa je, da obe strani enako razumeta ta dogovor. In te dogovore, ker pravo je v bistvu odraz življenja in življenje, se vemo, je dinamično, se nenehno spreminja. In tudi naši poslovni odnosi se spreminjajo. In na začetku leta je mogoče fajn, da se preveri, a so še vedno enaka pričakovanja, a bomo nadaljevali tako, kot smo do zdaj, a je mogoče, ne vem, čas, da se kaj drugače definira, da se, ne vem, da se zgodi, da je si recimo tekom leta prevzel več obveznosti, kot je bilo na začetku dogovorjeno, pa se potem to mogoče ovrednoti na nek način. Tudi splošni pogoji so na začetku leta ena taka fina, bi rekla, prelomnica, ko se preveri, ali še vedno ustrezajo našemu poslovanju. Ali še vedno služijo nam, ali nas še vedno podpirajo in potem jih posodobimo in rečemo, evo, leto 2026 smo pa začeli z posodobljenimi splošnimi pogoji. Recimo, to so ene take, da se zdajle spomnim. V dvomu se pa dajte vedno obrniti na strokovnjaka. Res, ker preventiva je še vedno cenejša, ne samo denarno, tudi časovno, energijsko, kot pa pol kurativa. Kurativa v pravu pomeni samo en damage control. Zanimivo, hvala. Definitivno nekaj, kar bo ostalo z mano iz tega današnjega pogovora. Tukaj se spomnim recimo na večja podjetja, na multinacionalke, recimo na tista podjetja, od katerih redno kupujemo neke dolgoročne storitve, recimo telekomunikacijski operaterji bi bili tak primer. Oni znajo to zelo lepo narediti, ne? In v njih bi se lahko SP-jevci zgledovali. Namreč verjetno se je tudi tebi, pa tudi vam, gledalcem, že zgodilo, da ste konec leta ali pa začetek koledarskega leta od svojega ponudnika, ne vem, telekomunikacij ali pa mogoče, ne vem, elektrike v stanovanju, česarkoli, dobili prijazno obvestilo, da z novim letom posodabljajo splošne pogoje, pogoje poslovanja, še kaj drugega verjetno zraven, in med tem so se seveda spremenile tudi cene storitev, ponavadi navzgor, redko kdaj navzdol, oziroma če slučajno gre navzdol, se potrudijo, da to tudi marketinško zelo jasno skomunicirajo. Ampak zdaj, ko si govorila o tem, sem v bistvu razmišljala, kako premalo v bistvu to počnemo SP-jevci, ne? Kako premalokrat ta koledarski, se pravi koledarsko novo leto ali pa poslovno leto ali pa poslovno sezono, za nekoga se mogoče sezona začne pa z septembrom ali pa s poletjem, če je sezonski, kako premalokrat to v bistvu unovčimo za pravno in seveda cenovno politiko nadgradnjo svojega poslovanja in tudi za prevetritev odnosov, evalvacije in tako naprej, ne? Tako da lepo izhodišče se mi zdi, da v bistvu lahko pravne zadeve preverimo, nadgradimo, tudi optimiziramo na teh prelomnicah. Ja, res je, res je. Krasno. Hvala. Lahko bi se pogovarjali še zelo dolgo časa. Pravo je zame kar težka tema, moram priznati, ampak sem se ravno ogrela, pa vendarle nama bo časa počasi zmanjkalo. Zato bi te prosila, če se lahko za zaključek vrneva še k tej naši zeleni niti vsega skupaj, kar oddaja Moj SP na televiziji Moja TV, Ljubljana TV tudi je. In sicer mi verjamemo v moč povezovanja in sodelovanja. Nam lahko za konec čisto na kratko ti poveš, kako se ti povezuješ, s kom ti sodeluješ, na kakšen način, kakšna je tvoja podjetniška SP-jevska mreža? Ja, absolutno. V bistvu že takoj na začetku svoje samostojne poti sem se začela povezovati v razna podjetniška združenja. Spoznala sem res vrhunske ljudi, tudi tebe, in v bistvu so mi ta povezovanja so bila tista, ki so me na začetku podpirala, ki me še danes podpirajo, sicer na različne načine, ker se pač tudi pot spreminja, ampak to je res tisto, kar ostane.
No, recimo od, ne vem, lani oziroma predlani sem se pa začela tudi, v bistvu sem se pa bolj intenzivno povezala še z eno skupino odvetnikov, ki smo tudi v bistvu tako samostojni odvetniki. Tukaj se mi zdi pa tudi izjemno pomembno, da se prepozna pač ta podpora, ta neka kolegialnost, da imaš nekoga, da ga pokličeš, da ga vprašaš, da predebatiraš z nekom, ker ko si sam, vemo verjetno vsi, včasih se sam s sabo pogovarjaš in že to, da nekaj na glas poveš, je super, a ne, če pa lahko še enemu kolegu eno strokovno debata, se mi pa zdi, da je pa res tisto neprecenljivo za vsakega podjetnika. Hvala za vse, kar si delila z nami in tudi ta vpogled, kako pomembno se je povezovati ne samo med SP-jevci med sabo, ampak tudi s svojo stroko, tako kot to ti počneš z odvetniki. Hvala za tvoj prispevek, za tvoj čas. Hvala pa tudi vsem vam, ki ste bili z nama in hvala, ker z lokalnimi nakupi pomagate podpirati domače slovensko mikrogospodarstvo, nas SP-jevce in SP-jevke. Vsem SP-jevcem, ki nas gledate, želim čim več povezovanja, sodelovanja, skupaj smo namreč močnejši.